vabljeni na festival ulične kulinarike Bistriška kuhna v nedeljo 3. julija med 8. in 20. uro na parkirišče vizavi Bistriškega gradu. Izbirali boste lahko med različnimi svetovnimi jedmi, kot na primer ameriški barbecue, azijska kuhinja, italijanska kuhinja in še mnogo drugega. Stari, to moraš priti v Bistrico probati. 3.7. se vidimo. Center za starejše Metul Slovenska Bistrica je v okviru tednov vseživljenjskega učenja v sredo pripravil zanimivo prireditev. V prostorih centra so gostili svojo najstarejšo članico Tilko Kmetec, ki je prebrala nekaj svojih pesmi. Dogodek so popestrili s kulturnim programom, v katerem sta nastopili plesna skupina in sekcija ljudskih pevk. Prisluhnimo še eni izmed pesmi Tilke Kmetec. Oboževane postajate dame. Ne nam zamudite nobene zabave in ne razstave. Ste dragocene kot svila in žamet, ste seksi kot čokolada na keksi. Sijoče kot zvezde, ki sije z mnogimi cilji in z lepimi spomini. Noč pregnala je svetlobo, zbrisala vse sence nad dolino. Na nebu zvezdic ciblje brleč, spokojno v sen zaspala je narava. Le v hiši na samotnem bregu, za polkmani v oknu je svetloba. Le kdo bedi, kdo tu živi, da v uri pozni še ne spi. Tu mati sama je ostala, otroci od njej so odšli in pismo piše, solze briše, ker sama je na stare dni. Bi srečno rada jih objela, njih roke vzela v svoje bidlani, zapiše to, kako neskončno jih pogreša in dolgo noč bedi. Ljudska univerza Slovenska Bistrica je v okviru tednov vseživljenjskega učenja pripravila okroglo mizo o položaju in vlogi starejših v občini Slovenska Bistrica. V pogovoru, ki ga je v centru Metul vodila magistra Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica, so sodelovali predstavniki ustanov in društev, ki na različne načine sodelujejo s starejšimi. Med drugim Združenja bolnikov in družinskih članov Pokapi, Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, Območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica, Društva upokojencev Slovenska Bistrica, Krajevne skupnosti Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in občine. Recimo v Rogaški Slatini je treba, nimaš kje parkirati drugače, kot da greš v hišo. Potem tudi v Mariboru vemo, da če ti hočeš nekoga peljati v bolnico, v UKC, enostavno ga moraš peljati noter, ki je zopet parkirnina. Treba je človeka počakati, ki se včasih tudi čaka po par ur in se nabere. In to je kar strošek. In zdaj, če imaš ti enih par na mesec takih le prevozov, ti to nanese lahko tudi na več 10 evrov. In enostavno ne moreš potem reči človeku na koncu, zdaj pa ti meni to vrni. To pač še vedno nosimo mi sami. Zato smo zaprosili tudi za eno tako pomoč. Tudi, kar se tiče recimo navigacije, če se ti s telefonom pogovarjaš, tebi navigacija več ne deluje, če ti osebo kličeš, ti se to prekine in je spet ne najdeš, in zato je v avtomobilu zelo pomembna navigacija. Potem imamo recimo tudi območja taka, ki ni mogoče signala in še težko pokličeš človeka. Kaj se pa tiče tega le parkirišča, tukaj, ko smo se pogovarjali, res je, popoldan je tukaj vedno odprto, imamo možnosti, sem tudi uporabnik popoldan, imamo svojo skupino in se udeležujemo. Je pa druga zadeva, to bo tudi gospa Mira lahko povedala, imamo pa recimo invalide, ki so Pokapi, njih enostavno morajo svojci pripeljati
čisto do vrat, ne. To je prva zadeva, druga zadeva je pa tudi, kot smo omenili, glede vrat, ne, z vozičkom preko tega, ne, je zopet. Jaz vam povem, ko smo bili v Ljubljani, ko smo šli recimo z invalidi ob žici, taki majčken, recimo neka ovirica, pa ti že voziček, pa bi se že človek lahko prevrnil, ne. In to se sploh ne zavedamo, dokler pač si tega ne poskusimo, ne, in dokler nismo zraven teh invalidov. Se zaplete z palco, eno drugo, ne. Potem pa seveda vsekakor vse razumemo, mi razumemo to, da so tukaj parkirišča prazna, ker so pač ne vem od koga, ampak po drugi strani pa ne razumemo, da pa je tukaj zraven parkirišče prazno popoldan, mi pa recimo niti ne moremo človeka skoraj dostaviti do sem, ne. Tako da smo nekako mislili, da bi se mogoče tukaj nekako dalo dogovoriti, da bi lahko to parkirišče uporabljali, ne. Tako da drugače pa smo vsekakor hvaležni, ne. Tako kot je izpostavila gospa, recimo glede platna. Zelo lepa gesta, da bi nam ga posodili, ampak ne moremo vsakič hoditi po platno nekam pa sem, platno mora biti fiksno tukaj. Tudi, ko smo imeli predavanje, recimo je bilo v Metulju čez 40 ljudi in smo projektor rabili, pa ni bilo projektorja ustreznega in smo si ga res od občine sposodili, ne, ampak potem ne pašajo te stvari, predno ti to uskladiš svoj računalnik, svoje tiste zadeve, pa tudi vešč moraš biti tega, ne, in nismo vsi tako vešči, ne. Tako da je fajn, da je res en projektor, ki je v samem prostoru, ki se vedno lahko uporablja, si ga enkrat to urediš s svojim računalnikom in je to deluje, ne. Tako da takele zadeve, no tudi smo zaprosili ampak to je tako, kot je že bilo povedano, je Nina že rekla, da zatemnitev prihaja, ne, ker po eni strani je mogoče smešno slišati, imamo preslabo osvetlitev, ne. Risarji je normalno, da imajo preslabo osvetlitev, mi je ne potrebujemo, recimo za naše dejavnosti, potrebujemo pa zatemnitev, ne. In mogoče se to hecno sliši, ampak tak je, ne. Zdaj Metulj pač, čeprav en deluje samo v Slovenski Bistrici, ne. Zdaj neke pobude so že v preteklosti bile, ne, da bi pač se selil, mislim, ne da bi se selil, ne, ampak da bi se mrežno organiziral še malo širše, ne. Posebej še kar razen tega dela, ki bazira seveda na profesionalni skrbi za ta program, je na drugi strani seveda prostovoljstvo tisto, ki je nosilec tega, ne, in mi smo lahko veseli, da imamo tako prostovoljstvo, pa ne samo tisti, ki so prostovoljci pri prevozih, ne tudi vsi ostali, ki delujejo v sklopu vseh teh skupin, ne. Vemo, da je tega kar nekaj drugot, ne, in mogoče je bilo smiselno, ne, to iniciativo prenesti tudi na še ostala okolja, oziroma speljati neko komunikacijo, kaj sem recimo z društvi upokojencev, ki so pač, ker se pač starejši praviloma zbirajo, ne, pa videti, ne, kak interes in kakve možnosti so po kakih drugih okoljih, ne. Zdaj nekaj prostore ponavadi tudi kaj imajo, ne, zdaj s njim, tudi po vseh ostalih krajih so sigurno na voljo tudi kaki prostori, ne, ki se jih da porabiti za te aktivnosti, ki so bile omenjene, ne. Vsaka krajevna skupnost, ali pa vsake krajevne skupnosti so neki prostori, ali ima krajevna skupnost, ali imajo društva upokojencev, ali ima kdorkoli, ne, skoraj. In bi bilo fajn, ne, da se te stvari tudi aktivira, ne. Zdaj, mi imamo tudi sicer, kar se društvenih dejavnosti pa tega tiče, ne, ki je tudi sicer zelo bogata, govorim širše, ne, ogromno teh želja in zahtev po prostorih, ne, samo potem, ko pa praktično pogledaš, ne, se pa velikokrat zgodi, ne, da so tisti prostori v funkciji, kaj so jim par ur na mesec, ne, ostalo pa samevajo, ne, to pa ni namen tega, ne. Ampak, če smo iskreni, ne, kar se društva upokojencev tega tiče, pa tega je bistveno bolj v funkciji, no. Ampak so pa taki primeri, ne. Teda, ne vem, to pobudo je moče bilo smiselno pač preveriti, pa videti, kaj je z tem delom, ne. Zdaj drugi del, to pa bo verjetno tudi malo ljudska pomagala, ne. Zdaj, tu zdaj verjetno še čisto, ne, o pravem medgeneracijskem sodelovanju težko govorimo, ne. Bolj smo vezani, bolj gre za eno skupino pač naši, ki smo vedno bolj blond, ne. Tada bi bilo treba videti, ne, kako te stvari mogoče res poskušati povezati, pa še kaj se zlinka z
tistimi, ki tu delujejo. Ne. V športnem parku v Slovenski Bistrici je preteklo sredo potekala območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov Boom 2022. Na prireditvi, ki jo je pripravila območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica v sodelovanju z osnovno šolo pohorskega odreda Slovenska Bistrica, so skupaj zapeli pevski zbori iz osnovnih šol Gustava Šiliha Laporje, dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, Antona Ingoliča Spodnja Poskava, Antona Ingoliča Spodnja Poskava podružnična osnovna šola Zgornja Poskava, Antona Ingoliča Spodnja Poskava podružnična osnovna šola Pragersko, Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in Pohorskega odreda Slovenska Bistrica podružnična osnovna šola Zgornja Ložnica. Doma sem tam, kjer zaspi mi san, spet sanje se podim. Dom je tam, kjer prebudim. Upe svoje jutra dan. Na spodnji izpostavi so sprejeli svojega nogometnega asa. To je Žana Jevšenaka, ki je z lizbonsko Benfico osvojil mladinsko ligo prvakov. Spodnja poskava je bila v sredo 1. junija v znamenju nogometa, kajti na ta dan so krajani in nogometni klub Spodnja Poskava pripravili sprejem za Žana Jevšenaka. Ta je konec meseca aprila s portugalsko Benfico osvojil prestižno lovoriko mladinsko ligo prvakov.
V finalu v švicarskem Nyonu so kar 6-0 premagali avstrijski Salzburg. Žan je odločilnem dvoboju na igrišču prebil več kot 80 minut igre. Nadobudni nogometaši, njihovi starši in člani domačega nogometnega kluba so pripravili tudi veličasten špalir, obogaten z navijaškimi baklami, ki so temu sprejemu dali pomemben pečat. Reč zahvala enega spodnja Boskave in sklenjeni skupnosti za tole. Res se spominjam teh prvih trenutkov na tem igrišču in res sem vesel, da sem lahko spodnja Boskavčan. Kako je torej, si kdaj sanjal, da boš osvojil mladinsko ligo prvakov? Seveda, to so sanje vsakega otroka, ampak s trdim delom in vztrajnostjo sem to dosegel. Ko sem slišal prvič, da me Benfica hoče, prvo sploh nisem verjel, ampak s 3 leti, kot sem tam, sem se kar prilagodil življenju in vsemu. Celo moje otroštvo, ki sem ga preživel v osnovni šoli Antona Ingoliča in sem s tem doigral do 9. razreda v NK Aluminiju. In potem sem šel v prvi letnik v Ljubljano, tako sem igral 1 leto pri NK Bravo in s tisto ponudbo, ki sem dobil iz Benfice, sedaj nisem okleval in sem šel na Portugalsko. Bogata pa je tudi že tvoja reprezentančna pot od U15 naprej pa vse do U21, ki čakajo sedaj kvalifikacije. Res je. Z U21 sem prvič, sem zelo vesel, kajti se je moj trud poplačal in tudi vse mladinske reprezentančne akcije, ki sem jih imel, sem živel samo za Slovenijo in sem dal vse od sebe. V klubu, kjer je Žan začel svojo športno pot, so izredno ponosni na njegove rezultate. On je bil res srcem na igrišču, sploh tu na travi, in ko je začel pri Aluminiju potem resno trenirati, jaz sem tukaj kot predsednik pa vzdrževalec, kosim, delam črte, in dejansko je bil non-stop tukaj na igrišču. Večkrat mi je rekel, da je Igor, daj mi še en center, da je potem lahko. Zdaj pa še ena anekdota, ker mama je bolj tako huda. Igrišča ima bilo drugi dom, če ne imel mame, bi bil prvi verjetno. Ja. V keglaškem klubu Impol so sprejeli svoje udeleženke svetovnega prvenstva, ki je bilo v Estoniji v kraju Elvi. Keglaški klub Impol je pripravil sprejem za odlične 3 reprezentantke, ki so nastopile na svetovnem prvenstvu v Estoniji. Maja Plavčak in Petra Pečovnik sta nastopile v posamezni konkurenci članske kategorije. Špela Kunčič pa je v mladinski konkurenci v ekipnem delu osvojila srebrno kolajno. Organizatorji so na sprejemu predstavili tudi rezultate omenjenih tekmovalk iz leta 2021, ki je bilo zelo uspešno za najmlajšo članico tega sprejema, ki ima sedaj kar 4 medalje svetovnih prvenstev. Ta se mi zdi, da ima nekako največjo težo, ker je bila tudi rahlo nepričakovana. Saj ne vem, kdaj smo na mladinskem prvenstvu dejansko osvojili neko tako mesto in največji dosežek je bil tudi, da smo premagali nekaj Hrvatice, zato ker so bile one do sedaj aktualne svetovne prvakinje in pa še to, da je bilo samo za 2 kegla, pa bilo še bolj sladko. Maja Plavčak pa je drugič nastopila kot članica Impola na svetovnem prvenstvu. 3 svetovna prvenstva v majici s slovenskim grbom in kot članica keglaškega kluba Impol, kako si podoživljala tole zadnje v Estoniji? 592 praktično ni tako slab rezultat, ampak me pa je malo sem bila razočarana glede na to, da pač mi je zmanjkalo 2 kegla do tistega naprej, da bi lahko mogoče pokazala še kaj več, ker vem, da sem sposobna. Pripravljalno obdobje je bilo dobro, dosegala sem res vrhunske rezultate, žal pa mi je potem malo zmanjkalo za preboj med 32 tekmovalk. Veliko si dala za keglanje v Slovenski Bistrici, torej keglaškemu klubu Impol. Sedaj se od svojih kolegic in od kluba začasno poslavljaš, odhajaš v stran, kam pravzaprav greš? Ja, poslavljam se, letos sem dolgo premlevala, bi ali ne bi, ponudba je prišla že januarja. Odločitev ni bila enostavna, zaradi tega, ker tukaj moram reči, se odlično razumemo, res smo bili ekipa, trudili smo se, ni nam dosti zmanjkalo, bi lahko bile še više kot 3. Ampak potem sem si mislila, takšne ponudbe ne dobiš vedno, nisem več mlada, da bi lahko karkoli recimo zavrnila in sem se potem vseeno odločila, da
pa grem poskusiti 1 leto v Avstrijo, v Neunkirchen, kjer že igra oziroma sta že igrali 2 igralke iz Slovenije. Sedaj ena odhaja, ena ostaja, tako da bom letos poskusila srečo v novem klubu v Avstriji. Petra Pečonik pa je prvič oblekla majico z državnim grbom. To je moj prvi nastop v članski reprezentanci Slovenije, tako da bom priznala, da je slovenski grb zelo velika odgovornost, vsaj za mene. Bom rekla, da bi lahko bilo kegljanje malo boljše, ampak vseeno sem zadovoljna, pa upamo, da bo naslednje leto tudi, da bo šlo še dalje tako. Zelo sem vesel. To je samo nagrada, bom rekel, meni, da smo dobro delali, da se razumemo, da je kemija odlična in potem v takem tudi pridejo rezultati sami po sebi. V viteški dvorani Bistriškega gradu je v petek potekal koncert Okteta Tinje z naslovom Ponovno skupaj. Koncert v 3 delih je povezoval Dejan Kalan. Včasih vprašam tako, le kaj se godi. Napisem domača vse bolj poredko zveni. Zakaj se mi večkrat moj sin samo zasmeji? Za te goveje
enkrat, zdaj pa vi. Športna zveza občine Slovenska Bistrica je minuli konec tedna izvedla 8. športni vikend. Več o prireditvi je povedal Tadej Repnik, sekretar Slovenije Bistriške športne zveze. 8. športni vikend je v polnem teku, že tradicionalni, letos v kar veliki zasedbi. Torej 28 športnih dogodkov se bo odvilo v tem vikendu in pa še nekaj dni kasneje. Večina športnih panog, ki se tudi ukvarja z samim tekmovalnim športom in pa tudi samo rekreacijo, od pohodov, boksa, nogometa, košarke, odbojke, kegljanja, tenisa, fitnesa in vse skupaj. Namen je predvsem spraviti mladino na igrišča, da se bojo spet začeli ukvarjati športom. Tudi starše, da jim so neki vzor pri samih športnih dejavnosti in pa nazaj vzbuditi po teh nekaj letih mrtvih športnih dogodkov, da se potem Bistrica spet razvija, tako kot je bilo v preteklih letih. V okviru prireditve ste izvedli tudi tradicionalni spominski turnir Bojana Siniča v malem nogometu. Tako, gospod Bojan je bil športni navdušenec, vsa leta je držal v bistvu bistriški šport po konci in mislim, da je to kot neka spomin, neka zahvala za vsa njegov trud za bistriški šport in bo to ostalo tradicionalno, turnir Bojana Siniča. Jaz upam, da drugo leto tudi še v večji zasedbi kot pač letos. V okviru športnega vikenda so pripravili tudi turnir v frizbiju. Turnir v Bistrici, zdaj bi že lahko rekli, da je tradicionalno, mislim, da je že 3. leto zapored v sklopu športnega vikenda Slovenska Bistrica. Vsako leto pripeljamo več ekip, tako da nam je res v interesu, da lokalni skupnosti tukaj predstavimo šport, da vidijo še mogoče kakšno noviteto glede športne palete v Slovenski Bistrici. Tako da z veseljem ga vsakeč organiziramo in povabimo iz cele Slovenije igralce iz društev in klubov. V prostorih osnovne šole Šmartno na Pohorju je v petek 10. junija potekal koncert Kuda Šmartno na Pohorju. S prireditvijo so obeležili 40. obletnico delovanja društva in vaberških fantov ter 10. obletnico delovanja komornega zbora. Nastopili so komorna skupina Kud Šmartno na Pohorju, tamburaši Kud Šmartno na Pohorju, dramska sekcija Kud Šmartno na Pohorju, Nina in Tadej ter vaberški fantje. Kje so tisti mladi fantje, ki so peli skozi vas, je tista lepa pesem, ki je razvedrila nas, je tista lepa pesem, ki je razvedrila nas. Fantje so močni postali, po večerih so doma, vsak si je svoj dom ustvaril, kup težav skrbi ima. Vsak si je svoj dom ustvaril, kup težav skrbi ima. Njih sinovi pa ne znajo biti več tako lepo, kot da se domače pesmi na skrivaj
Na prireditvi so podelili tudi Galosove značke in društvena priznanja. Kot gostje so na koncertu nastopili Frajhanska godba in legendarni Štirje kovači, ki igrajo že 68 let in so tudi uradno najdlje delujoči ansambel na svetu. Čakal sem deklico ob porogu, krepenel sem zakriči. Želel bi, da prišla mi pod sanje in da čujem
knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je na ogled razstava ob 100-letnici delovanja Planinskega društva Slovenska Bistrica. Avtorica razstave je Barbara Frešer. Ja, v bistvu mi je Planinsko društvo zaupalo to nalogo ob 100. obletnici. Jaz sem se razveselila, ker sem v bistvu zelo radovedne sorte in sem začela. V bistvu najprej je v glavi nastala ena ideja, potem je bilo treba pogledati, koliko je materijala in na podlagi tega potem neki osnutek in akcija. Tako da dejansko sem črpala stvari nekaj iz arhiva Planinskega društva Slovenska Bistrica. Najljubši del pa je bil ta, čeprav časovno zelo obsežen, ampak je bilo zelo zanimivo obiskati tudi starejše planince, ki so imeli doma svoj osebni arhiv. Pri tem ste zagotovo naleteli tudi na kakšno zanimivost? Ja, vsekakor, pri vsakem doma je bilo kaj noro zabavnega, na novo odkritega. V bistvu sem poznala Planinsko društvo že prej, ampak zdaj dejansko v detajle in v bistvu je tu samo še želja po raziskovanju še naprej, ker zgodovina Planinskega društva je izjemna. Zato ste tudi razstavo zastavili v več sklopih. Kaj vse je tukaj na ogled? Ja, knjižnica nam je dala na razpolago celoten prostor in jaz sem ga maksimalno izkoristila. To pomeni, da sem naredila res maksimalno. Ja, razstava je sestavljena iz večjih sklopov in sicer spodaj v Pionirski knjižnici je predvsem predstavljeno za otroke. Naredili smo enega planinca, oblečenega tak, kot je bil nekoč, in pa planinko, ki je danes, z malo modernejšo opremo, da otroci vidijo. Na stenah pa je pač razstavljen material, kako poteka delo Ciciban planinec in pa mladinski odsek, kako delujeta v Planinskem društvu. Potem se sprehodimo dalje po stopnicah, je na ogled Planinsko cvetje, meni zelo ljubo. Razstava je v večjih sklopih. Najprej so razgledi, da mogoče pritegnejo tudi tiste ljudi, ki dejansko ne hodijo v hribe, pa se bojo mogoče odločili že samo zaradi tega, da vidijo, kako lepo je v hribih. Potem je predstavljeno na kratko vodstvo Planinskega društva skozi čas. Črpali smo iz arhiva, probali smo zajeti na kratko in zanimivo. Potem je tu alpinistični odsek, ki je bil zelo pomemben del zgodovine Planinskega društva z izjemnimi seveda dosežki. Potem smo posebej izpostavili nam zelo dragega botanika in planinskega prijatelja Luko Ludvika Javernika. Smo mu namenili prostor na razstavi, da se ga spomnimo. Prostovoljno delo v Planinskem društvu je bilo vseh 100 let zelo pomembno. 10.000 ur prostovoljnega dela ljudi, ki živijo skupaj in dihajo skupaj s Planinskim društvom. Množični pohodi ob sobotah še vedno zdaj in vso zgodovino nazaj. Potem so tu odsek Fosilije, ki deluje že tudi vrsto let. V bistvu spodbuja pohodništvo starejših ljudi, občanov občini Slovenska Bistrica in dokazujejo, da se da, da je življenje lahko aktivno tudi v poznih letih, kar je zelo pohvalno in super delujejo. Potem so planinski tabori mladinskega odseka, ki se žal trenutno ne izvajajo, pa upamo, da v prihodnosti spet. Potem smo namenili nekaj pesmi, nekaj tudi poeziji. Sam Mastur Bogdan je pisal zelo lepe pesmi, med drugim tudi planinske, nekaj smo jih predstavili na razstavi. Posebno mesto smo podali tudi Ivani Leskovar in Marjeti Resnik, ki sta bile v bistvu uvedle planinstvo v naše širši okolje, v šole oziroma v vrtec. Razstava še trenutno traja in je na ogled do sredine avgusta, zato res vljudno vabljeni, pridite si pogledati. Vabljeni na festival ulične kulinarike Bistriška kuhna v nedeljo 3. julija med 8. in 20. uro na parkirišče vizavi Bistriškega gradu. Izbirali boste lahko med različnimi svetovnimi jedmi, kot na primer ameriški barbecue, azijska kuhinja, italijanska kuhinja in še mnogo drugega. Stari, to moraš priti v Bistrico probati. 3.7. se vidimo.